Pionirskem domu v Ljubljani so predstavili 10 nominirancev za desetnico, nagrado, ki jo Društvo slovenskih pisateljev podeljuje svojim članom za najboljše otroško oziroma mladinsko delo. Med njimi so Jana Bauer, Milan Dekleva, Aksinja Kermauner, Neli Kodrič-Filipič, Nataša Konc-Lorenzuti, Miroslav Košuta, Sebastijan Pregl, Vesna Radovanovič, Anja Štefan in Suzana Tratnik. Kot je pojasnila Jana Kolarič, predsednica komisije, je kriterije za nagrado izpolnjevalo 86 knjig. S pomočjo strokovne sodelavke žirije dr. Dragice Haramija pa se je seznam, ki so ga napravili v mariborski knjižnici, skrčil na 26 knjig, med katerimi so nato izbrali omenjeno deseterico. V komisiji so bili še Miljana Cunta, Ksenija Jus, Ifigenija Simonovič in Ivo Stropnik. Kot je povedala Ifigenija Simonovič, nominirana dela nimajo skupne tematike, saj gre tako za slikanice kot knjige za starejše ter uganke. Opazila pa je, da v pravljicah še vedno nastopajo živali s človeškimi lastnostmi. V literaturi za nekoliko starejše mlade bralce je prisotna tematika odraščanja s pastmi te dobe. Med nominiranci pa je tudi knjiga, ki jo je izdala Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. To je knjiga Žiga špaget je za punce magnet, avtorice Aksinje Kermauner. Knjiga je izšla s pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo in sicer z namenom približati knjigo osebam z okvaro sluha. Besedilo knjige, ki je zapisano tudi v lažje berljivi tehniki, je prilagojeno za razumevanje gluhih in gluhoslepih oseb v Sloveniji. S tem namenom je knjiga opremljena s slovenskim znakovnim jezikom v obliki risb kreten in s QR kodo, kjer je možno zgodbo spremljati tudi v videoposnetku pripovedovalke v slovenskem znakovnem jeziku. Da knjigo lahko berejo tudi gluhoslepi bralci, je knjiga opremljena z brajico in z besedilom v velikosti 18 pik. Tako kot je zapisano v spremni besedi, je knjiga namenjena vsem tistim, ki so tako ali drugače povezani z gluhoto, slovenskim znakovnim jezikom, gluhoslepoto in slepoto, ter tistim, ki se šele želijo seznaniti s slovenskim znakovnim jezikom in brajico. V knjigi sta predstavljeni tudi slovenska znakovna abeceda in slovenska brajeva abeceda. Zgodba osebam z okvaro sluha, vida in sluha ter slepim ponuja razumevanje vsebine, bogatenje besednega zaklada v slovenskem znakovnem in tudi knjižnem jeziku ter zbližanje s knjigo. Polnočutnim bralcem pa ponuja možnost, da odkrijejo čudovito drugačnost in kompleksnost sveta in kulture gluhih, gluhoslepih in slepih, ko se vživijo v kretnje slovenskega znakovnega jezika in brajico. Nagrado bodo podelili 31. maja v prostorih Društva slovenskih pisateljev.